Pozdravljeni, danes sem za vas zopet pripravila napoved za vsa astrološka znamenja. Torej, napoved je narejena po vedski astrologiji, po Džotišu. Pripravila sem pa napoved kar za 3 mesece, torej za vse poletne mesece, junij, julij in avgust, torej 2023. Zdaj naj najprej povem, to je zelo pomembna informacija, da upoštevam sideralni in etropski zodijak, torej kar pomeni, da upoštevam realno sliko neba, ker sem namreč vedska astrologinja. Torej napoved za ta vsa astrološka znamenja narejena glede na vaš ascendent, luno, lahko pa pogledate tudi za sonce. Torej, če ne veste, v katerem znamenju imate ascendent, luno in sonce po vedski astrologiji, lahko to izveste tako, da greste na spodnji link, torej link sem prilepila spodaj, prilepila sem ga v opis. In ta link vas bo peljal na spletno stran, tam lahko izpolnite tabelico z vašimi rojstnimi podatki in na ta način pridobite vse informacije, torej o tem, kje imate ascendent, kje imate sonce, kje imate luno in seveda tako lahko spremljate vse moje napovedi. Torej, lahko boste spremljali moje mesečne napovedi, drugače delam mesečne, torej zdaj bom naredila za junij, julij in avgust, drugače pa delam mesečne napovedi, drugače pa naredim tudi napovedi po napovedi velikih tranzitov, torej velikih premikov planetov, večinoma torej Jupitra, Saturna, Rahuja in Ketuja. In v bistvu lahko seveda tudi to spremljate, ker tudi tukaj naredim napoved za vsako znamenje posebej. Torej, pozdravljeni, sem Uršula, sem vedska astrologinja, sem intuitivni coach, učim tudi svoj program, ki sem ga poimenovala Oracle of Light, ki je narejen ne samo po nekem praktičnem znanju, ki sem ga osvojila, ampak tudi po teoretičnem znanju, torej temelji na teoriji seveda, temelji pa tudi na praksi, ker sem pač vse preizkusila v praksi. Pozdravljeni na mojem kanalu Orakel oči Oracle of Light, Uršula Zakrajšek, torej vabim vas, da se na ta moj kanal naročite, je popolnoma brezplačno, da ga všečkate, zato da bo to videlo več ljudi. In seveda še naprej, da spremljate vse moje napovedi, ki jih delam po Džotišu, delam pa tudi napovedi po tarotu, ki jih bom delala še naprej, pa tudi po drugih kartah, tudi po mojih kartah Rozeta, tudi po cigankah in seveda vseh drugih kartah, ki jih uporabljam. Torej, lahko se vpišete tudi na moje novičke preko moje spletne strani oracleoflight.org in seveda pridobite tudi napoved za vaše astrološko znamenje za celo leto in pa tudi za prestop Saturna, ki se je zgodil v januarju. Torej, mogoče pa za celo leto boste pač videli, kaj se bo vam dogajalo, torej naslednje pol leta, ker zdaj smo približno, torej maja smo, junij bo pol leta, boste še videli, torej tako bi rekla, da je še aktualno. Torej, prestop Saturna je pa seveda aktualen 2 leti in pol, ker Saturn se v enem znamenju, torej nahaja kar 2 leti in pol, tako da to je pa skozi aktualna napoved. Seveda lahko tudi prostovoljno darujete za to stran, da bom imela možnost objavljati in te objave delati še naprej, lahko mi pišete na info@orakelloci.si, napišete, da bi radi darovali, se dogovorimo. Seveda se pa lahko naročite tudi na svetovanja, torej na Džotiš svetovanja, če Džotiš že poznate, pa ste se ga učili tudi na Džotiš izobraževanja, ali pa seveda na tarot svetovanja, tarot analize in podobno. Torej, pri tarot svetovanju gledam tudi v auro, ker imam tudi to sposobnost, torej gledanja v auro. Torej, če se torej želite naročiti, lahko greste na mojo spletno stran oracleoflight.org in tam izpolnite prijavnico, lahko mi pa pišete na info@orakelloci.si, napišete, kaj bi želeli in se dogovorimo. No, zdaj pa kar začnimo z našo napovedjo, torej najprej bom povedala nekaj na splošno. Zdaj pri teh splošnih zadevah se ne bom toliko ustavljala, zato ker sem naredila, torej bom rekla, malo daljšo napoved za vsa znamenja posebej, pa da tale video ne bo predolg, torej bom se samo na kratko dotaknila torej teh splošnih stvari. Torej splošno, kaj se bo dogajalo v juniju, juliju in avgustu 2023. Torej Venera, ki bo v znamenju dvojčkov vse do 30. maja, torej do konca maja, je še vedno, torej zdaj, ko snemam, je 26. maj, torej se bo po tem datumu premaknila v Raka in se tukaj pridružila Marsu. Zdaj, tukaj bo njena energija seveda precej drugačna, kot je bila v dvojčkih, torej tam je bilo veliko želje po komunikaciji, po dogovarjanju, komunikacija se nam je tudi precej harmonizirala. Zdaj tukaj
ko bo pa prišla v raka, se bo pa seveda tukaj pridružila Marsu. Mars je pa v raku debilitiran in tukaj se ne počuti ravno najbolje, torej ne se počuti tako slabo, ampak ne ravno najbolje, ker tukaj ima Mars željo po kontroli, po nadzoru, tudi po kakšnih jeznih napadih, a ne. In Venera tukaj v raku, torej z Marsom bo to njegovo energijo malo umerjala, tako da to bo v bistvu dobro, a ne. In Venera se bo potem pa 7.7., torej v juniju bo to energijo malo umerjala, tukaj v raku, po 7.7., ko se bo pa premaknila v Leva, se bo pa tukaj spet družila z Marsom in 23.7. pa se bo obrnila v retrogradno gibanje, seveda v Levu, a ne? Potem jo bo pa to 7. avgusta spet pripeljalo nazaj v raka, kjer se bo potem 4. septembra končala njena retrogradnost in to v znamenju raka. Torej, to pomeni, da se bomo veliko v tem obdobju, torej v poletnem času ukvarjali z občutkom varnosti in z domom, z našo samozavestjo. To je tako nasplošno, ne? Torej, Mars bo v raku ostal vse do 30. junija, torej cel junij, potem se bo premaknil v Leva in to bomo čutili kot olajšanje. Ker že maja sem govorila, da Mars, ko se je že 10.5. premaknil v raka, da to obdobje ne bo lahko in to bo trajalo še ves junij. In zato vam še vedno svetujem pazljivost, čeprav sem pač povedala, da ko bo Venera prišla sem, a ne, torej 30.5. bo malo umirila to energijo Marsa in ne bo tako napeto, kot je bilo do zdaj. Če ste malo gledali televizijo, ste videli, kakšne situacije so se dogajale. Torej agresivni izpadi, veliko je bilo agresije, tako in drugače, na cesti, v komunikaciji, vse povsod, ne. In to bo zdaj ta Venera malo umirila. Torej, in tudi seveda, ko se bo Mars premaknil, a ne, in tudi Venera v Leva, bo seveda precej situacija lažja. Torej, Mars se torej 30.6. premakne v Leva, olajšanje bomo čutili, torej še ves junij bo pa seveda Mars v raku. In seveda Mars je debilitiran v raku, prinaša več želje po kontroli, po nadzoru, seveda tam v tisti hiši, kjer pri vas v vaši karti stoji. Oziroma torej na tistem področju, torej kjer ta Mars se nahaja, ne, oziroma kjer se pri vas nahaja znamenje raka, torej v tisti hiši, kjer se nahaja in torej Mars tam, kjer je, tam bo vplival, torej na tista področja. In seveda moramo se še vedno paziti v juniju, da ne bomo pod vplivom tega Marsa vzkipeli preveč, tudi da ne kontroliramo v odnosih preveč sebe ali druge. To sicer ni tako slaba povezava, je pa Mars vseeno tukaj, torej pač je debilitiran, ni njegova energija tukaj zdaj tako dobra, ne. Moramo biti pač pazljivi na področjih, ki so seveda povezane s hišo, v kateri imamo znamenje raka. Takrat znamenje raka, kot sem že prej povedala, je povezano z našimi občutki varnosti. In bo to v tem času zamajano v juniju. In zato vam svetujem, da predihavate stvari, da se ukvarjate z meditacijo, s povezanim dihanjem. Zdaj, če koga to posebej zanima, jaz vam tudi vaje za to, torej te vaje so vključene v ta moj program Oracle of Light, kjer vas tudi to naučim, torej kako se pomiriti, kako pravilno dihati, tako da v bistvu, če imate težave z izbruhi jeze, če ste nestrpni, če hočete preveč stvari imeti pod nadzorom, vas to lahko naučim, kako to spustiti. Torej, kot sem rekla, vidimo, kaj se je vse dogajalo in tudi junija se bo še, ampak mogoče ne bo tako intenzivno, ker bo tukaj Venera. Torej, prometne nesreče, pa tudi so bile nesreče povezane z elektriko, elektronskimi napravami, torej vse to je bilo, ne. Torej, ko se bo pa premaknil 30.6. Mars v Leva, bo pa njegova energija drugačna in to bo vse do 18. 6., ko se bo pa premaknil v Devico in tukaj bo postal do začetka oktobra. Tukaj se bo pa Mars počutil bolje, torej v Levu bomo čutili nov naval energije moči, tudi strasti se nam bojo malo umirile, bolj bomo optimistični, bolj bomo pozitivno naravnani, bolj bomo želeli te svoje vodstvene nekako talente pač pokazati, ne.
delali bomo na samozavesti, bolj bomo odločni, izboljšal se bo tudi naš odnos z otroci, oziroma mogoče z otroci bomo lahko razreševali neke konflikte, tudi lahko. Imeli bomo tudi več energije za izobraževanje, naprimer, tudi to je pač nakazano. No, Sonce bo takrat v dvojčkih, poleg bo Merkur, to bo pa izjemno pozitivna energija, 7.7. se mu tudi v levu pridruži Venera in to vse do 7.8., torej cel julij. In seveda, Mars bo tudi pod vplivom Venerine retrogradnosti konec julija in cel avgust. In kaj bo zdaj to pomenilo? To poletje, torej posebej zadnji del poletja, torej avgust, bomo veliko delali na moški in ženski energiji. Tudi že v juniju, juliju, ker sta že takrat Mars in Venera skupaj. Torej delali bomo na harmonizaciji moške in ženske energije in bomo tudi v sebi harmonizirali to moško-žensko energijo in na zunaj, torej odnosi med moškim in žensko, torej moški, ženska, torej v odnosu, če ste, boste skušali harmonizirati odnos. Tako da to bo zelo, zelo dobra energija, da nam to uspe, torej delali bomo na strasti, na ljubezni. Zdaj, Mars in Venera se ravno ne razumeta najbolje, torej lahko pride do kakšnih konfliktov. Je pa res, da se Venera vedno bori za neko harmonijo, za pomiritev strasti. Mars je pa bolj ognjevit, bojevit in to se bo nekako harmoniziralo. Če se tega zavedate dobro, potem lahko to dobro umirite. Drugače pa tudi lahko pride do kakšnih bolj takih strastnih vzgibov. Je pa to seveda dobro za neko strastne romantične veze, to pa ja, če znamo to energijo dobro izkoristiti. Torej v avgustu se nam v času Venerine retrogradnosti lahko iz preteklosti vrnejo ljubimci, torej iz preteklosti, lahko se nam vrnejo prijatelji iz preteklosti, torej ker Venera ne predstavlja samo neke romantične ljubezni, predstavlja tudi odnose. Lahko se nam vrnejo torej tudi prijatelji, pa ljudje, predvsem ljudje, na katere smo bili čustveno navezani, torej se lahko vrnejo v naše življenje, lahko pa seveda tudi bivši ljubimci, stare ljubezni, ljudje, za katere smo imeli že občutek, da smo že z njimi predelali stvari, pa mogoče nismo, se bojo zdaj spet vrnili nazaj in bomo zdaj imeli priložnost z njimi razčistiti. In seveda v tem času se potem seveda lahko tudi zgodi kakšen konflikt, ali pa boste vi v sebi imeli konflikt, boste reševali neke stvari za nazaj, ki so se dogajale v odnosih in boste v sebi mogoče čutili konflikt, torej da ne boste vedeli, kaj narediti v nekem odnosu. Tudi to je možno, da se bo tako izrazilo. Drugače pa v avgustu, ko bo Venera retrogradna, pazite pri nakupih luksuznih predmetov, ker bi lahko kupili nekaj, kar ne potrebujete. No, potem Merkur bo v Ovnu skupaj z Uranom in Rahujem, pa Jupitrom do 7. junija, kasneje se bo premaknil v Bika, tukaj se bo družil s Soncem, to je kar lepa kombinacija, tukaj bomo precej razmišljali o financah, bomo urejali svoje finance, razmišljali bomo tudi o družini, bomo mogoče kalkulirali, koliko smo zapravili, koliko, torej bomo še zapravili, koliko lahko zapravimo. To je zanimiv čas, ko je pač svet v bolj, bom rekla, recesijo padal, že, in se cene zelo dvigujejo, bo to neka, torej, bodo verjetno družine malo pri sebi razčiščevale, koliko zapravijo, zakaj zapravijo, ker se nam bojo verjetno spremenile tudi navade, torej, kako kupujemo, kaj kupujemo. Torej, te navade se bojo spremenile, to tudi kažejo drugi planeti, torej tudi Saturn, ki je zdaj v Vodnarju, bo retrograden od sredine junija do novembra in bo tudi nam prinesel to željo po pogledu nazaj, torej koliko smo zapravili, koliko zaslužimo, koliko zapravimo. Tako da to bomo precej urejali, torej stroške, ukvarjali se bomo stroški, z nakupi, Lahko bi se pa tudi v tem času ukvarjali s prehrano. To je pa tudi povezano, torej, ker vemo, da hrana je zdaj zelo šla gor, torej cene so se zelo dvignile in bi se lahko ukvarjali torej v zvezi s tem. Torej, potem Merkur bo se 24.6. premaknil v dvojčka, tukaj se dobro počuti, ker je tukaj doma.
kasneje v Raka 8.7. in 25.7. v Leva, kjer se bo pa 23.8. obrnil v retrogradno gibanje in to bo pa vse do 15.9. To bom malo več povedala v septembrski napovedi. Zdaj pa, če samo malo ponovim, torej za konec avgusta, torej ne lotevajte se novih stvari, predvsem poslovnih, ne, lahko pa pospravljate za nazaj, urejate za nazaj, če imate še kakšne stvari, ki jih morate dokončati, to lahko delate v času retrogradnega Merkurja, ne se pa lotevati nekih novih stvari. 22.4.2023 se je Jupiter iz znamenja Rib premaknil v znamenje Ovna. Tukaj bo ostal vse do 1.5.2024, ko se bo premaknil v znamenje Bika. No in ko bo v znamenju Bika, bo seveda te energije bojo zelo močne glede financ, ker kasneje se bo tudi premaknil še Uran v Bika in veliko se bomo ukvarjali s financami. Torej nekaj na finančnem sektorju se bo spremenilo, zadeve se bojo spremenile in to vse te energije nakazujejo. Torej Jupiter bo prinesel veliko novih priložnosti, olajšanje, torej se kar dobro počuti v Ovnu, pod vplivom Marsa. Zdaj le mogoče junija, ne toliko, potem pa ja, ko pač Mars ne bo več debilitiran. Pod vplivom Rahuja pa do novembra seveda prinaša tudi lahko privide in za iluzije, zato bodite pazljivi. Drugače sem za Jupitra tudi pripravila napoved, je tudi na YouTubeu za vsako znamenje posebej, to velja za celo leto in to si tudi lahko pogledate. Bom tudi spodaj prilepila link. Torej, zelo pomembni informaciji glede Jupitra sta pa prvo njegova povezava z Rahujem, kjer se bosta v Ovnu srečala zelo blizu drug drugega, torej 2.6. bosta na istih stopinjah, to bo zelo zanimiv pojav, ker ni tako pogost. Drugo je pa njegova ukleščenost, torej ukleščenost Jupitra med Marsa in Saturna, ki bo pa precej močna, predvsem junija, kasneje bo malo popustila, bo pa trajala vse do jeseni, pa še na zimo, torej ta energija, to sem že razlagala pri Mrkih, torej, da se energija pri Mrkih kaže še pol leta naprej, tudi za druge stvari. To se na primer zdaj pri Gandanti vidi, bom potem nekaj povedala, torej, ko je Jupiter prešel iz Rib v Ovna, torej temu se reče Gandanta, in seveda sem napovedala, da bo veliko dežja, da bo dež, ampak se je to zgodilo malo za zamikom in je res veliko dežja, poplave so bile, torej vse se je dogajalo, ampak seveda energija se lahko, torej to se zgodi nek astrološki pojav, potem se pa energije malo kasneje lahko sprožijo. O tem sem že večkrat tudi v svojih video napovedih povedala in tudi sama ugotavljam kot astrologinja, da je to tako. Torej nekaj se zgodi, in potem seveda ta energija vpliva še nekaj časa in potem ni nujno, da se točno takrat zgodi ali pa v roku enega tedna po tistemu astrološkemu pojavu, ampak se lahko zgodi šele kasneje. Torej to mi izkušnje govorijo, ker se pa že toliko časa s tem ukvarjam. Torej, ker boste zdaj Jupiter in Rahu na istih stopinjah, bo to zelo zanimiva posebna energija, ki se bo sprostila in bo povezana z znanjem in novo tehnologijo. Zdaj tukaj se bojo meje porušile, kaj je mogoče, tako pri znanju kot pri tehnologiji. In lahko se tudi pojavijo neki novi načini izražanja socialnih vrednot, še posebej, ker je tukaj poleg Rahuja in Jupitra Uran. Uranec je pa vedno znanilec nekih tehnoloških novosti, nekih velikih sprememb, lahko tudi nenadnih. Torej lahko se nekaj na hitro zgodi, ampak to sproži cel plaz novih dogajanj. Vidimo, kaj se je zgodilo tisti poboj v Srbiji, in je to sprožilo celo poplavo govora o nasilju, o vzgoji otrok, o izobraževanju. To je zanimivo, kako potem en dogodek sproži cel proces. In to je v bistvu astrološki pojav. Torej nekaj se zgodi in potem to sproži neko energijo, neka dogajanja. Tukaj seveda tudi Merkur še vedno v Ovnu, svojo energijo bo to pospešil in lahko se pojavi nek nov način komuniciranja, sporočanja, lahko bi se pojavilo neko novo socialno omrežje, rečemo, naprimer. In ker je Saturn v Vodnarju, se tukaj lahko pojavijo neki novi načini plačevanja, zagotovo bojo neke spremembe v povezavi s prihodki, z denarjem, ali bojo novi načini plačevanja, ali bojo neki novi prihodki, mogoče socialni transferi. Nekaj se bo tukaj preoblikovalo.
In to se bo izrazito pokazalo po letu 2025, ko se bo Uran premaknil v bika in bodo izrazite spremembe v bančnem sektorju, načinih plačevanja, pri zlatu in določeni posamezniki bojo v tem času dobili ogromno bogatstva, torej veliko denarja. In zanimivo je, da se zdaj, torej ta generacija, povojna generacija, počasi odhaja in se že dogaja prenos premoženja, torej od teh generacij na te generacije, ki so se tam rodile v 70-ih, 80-ih letih, lahko tudi malo kasneje, in je ta velik prenos bogatstva. In zanimivo, da se to dogaja v tem času. In ti ljudje, ki bojo pa zdaj to bogatstvo dobili, torej naši starši, dedki, babice so bili bolj vajeni drugačnega varčevanja, drugače so delali z denarjem, drugače so varčevali, drugam so vlagali, naprimer v nepremičnine, medtem ko zdaj se bo pa to spremenilo. In te nove generacije so pa bolj nagnjene k mogoče nekim investicijam drugačnim. Torej mogoče bolj v sklade, tudi kriptovalute, se bo to zelo spremenilo. Torej, zagotovo so tle neke spremembe, ker kaže to astrološko zelo, zelo močno, da bojo spremembe in da določeni ljudje bojo pač pridobili večje bogatstvo. To je pač, za ene bo to super, ne? Je pa tale stisnenost, torej ko bo Jupiter stisnen med Marsa in Saturna, bo pa to zelo, zelo težko vplivalo pa na učitelje. To se že dogaja, torej učitelji čakajo neke spremembe, oziroma ne samo učitelji, ljudi, ki se ukvarjajo z izobraževanjem, lahko tudi svetovanjem z otroci, s pravom, sodiščem, notarji so tudi v tem sektorju, ker to je pač Jupiter, ne? In vsi ti poklici, ki jih Jupiter predstavlja, pa tudi področja, torej hiša, kjer trenutno ta Jupiter pri vas stoji, to bom seveda povedala v napovedih za vsako znamenje posebej, torej vsi ti poklici in vse ta področja bojo v času junija pod večjim nadzorom, zamajal se bo njihov občutek varnosti, torej učiteljem, ljudem, ki se ukvarjajo z izobraževanjem, tako kot sem rekla, torej čakajo jih neke nepredvidljive, lahko zelo težke spremembe ali pa spremembe, ki jih bojo zelo težko sprejeli, spremembe pa bojo. Spremembe bojo v izobraževanju, spremembe bojo v tehnologiji, torej če povežemo to izobraževanje in tehnologija, bo mogoče več uvajanja tehnologij v izobraževanje, torej novi načini komuniciranja, torej neke zadeve se bojo res zelo spremenile. Torej, za učitelje vam svetujem, da se ne ustrašite preveč, nobena juha se ne poje tako vroča, kot se skuha, ampak vseeno bodite previdni, bodite pazljivi, predihajte te energije. Torej, na koncu verjetno ne bo tako težko, ker je zraven Rahu, Rahu pa nosi pač veliko teh iluzij, strasti, in ker je tudi poleg Uran, torej nepredvidljivih stvari, in mogoče na koncu ne bo vse tako se speljalo, kakor zdaj kaže. Torej, že na začetku leta sem povedala, da smo vstopili v to leto, torej 2023, z retrogradnim Marsom in retrogradnim Merkurjem, in da spremembe, ki se bojo dogajale v tem letu, ni nujno, da se bojo obdržale, ali pa ne v taki meri, kot jih bojo nekako nastavili. Kot vidite, pa tudi zelo težko sploh sprovedejo kakšno spremembo, ne? Če pogledamo vlado, ker je pač so take energije in leto se je tako začelo in verjetno bo zelo težko kakšna sprememba, če pa bojo spremembe, pa ne bojo na koncu take, kot jih bojo predstavili. Pa tudi veliki jeza je zraven, ker je bil Mars retrograden. Torej, Uran nosi nepredvidljive spremembe, lahko spremembe pri učiteljih z računalniki, urniki in pa seveda novi začetki, tudi Uran to prinaša skupaj z Rahujem in Jupitrom, to sem pa tako govorila, da so ti novi začetki se pa spomladi seveda močno aktivirali. Torej, 17.6. se bo Saturn obrnil retrogradno gibanje v Vodnarju, spraševali se bomo o preteklih odnosih s prijatelji in tudi odnosu do denarja. Torej, sem že prej povedala, kje smo preveč zapravili, zakaj. Pod vplivom Jupitra, ki vsakim dnem torej dobiva na moči,
Rahu in Urana v Ovnu bo tudi poletje bolj vroče, ne, če gremo zdaj še malo na vreme, čeprav je Jupiter še pod vplivom teh aprilskih energij in Gandante, torej, kot sem prej povedala, prehod iz rib, torej v oven, torej voda, ribe so voda, oven je pa ogenj, torej prehod iz vode v ogenj, sem tam takrat že napovedovala hudo deževje in plazove, torej hudo deževje pod vplivom Gandante, vemo, da je Neptun v ribah, to je sama voda, in zdaj ta prehod, kar tudi pomeni lahko deževje, in pa Pluton v Kozorogu, ki gibljiva zemlja, sem napovedovala plazove in se je res, na žalost, vse zgodilo. Ne. Poletje pa napovedujem, da bo kar vroče, ampak bojo vmesne vihte, bo voda še vedno prisotna, ampak bo pa tudi zelo vroče poletje. Neptun se nahaja v ribah in je retrograden. Torej, Sonce se 15.5. premakne v Bika, bomo urejali materialne stvari, ukvarjali se bomo s prehrano, kot sem že prej rekla, stroški v zvezi s hrano, urejali bomo družinske zadeve. Tukaj bo do 15. junija, ko se premakne v dvojčka, ko bo več komunikacije, lahko bo neke hitre spremembe v poslu, urejali bomo poslovne zadeve. 17.7. pa se bomo predvsej ukvarjali z domom, samozavestjo, v spredju bo odnos z mamo in pa seveda naš občutek varnosti. 17.7. pa se Sonce premakne v Leva, bo pa bolj cvetela naša kreativnost, torej odnos z otroci, tudi ljubezen bo cvetela, ne, to je pa poletje, torej ljubezenske romance poleti, ne, to bo lepo. Torej, polne lune, kdaj bojo? 4.6. bo polna luna v Škorpijonu, torej, kadar je polna luna v Škorpijonu, vedno lahko raziskujemo neke stvari za nazaj, neke globoke podzavestne vzorce. 3.7. polna luna v Strelcu, lahko bomo sejali od znanja, ki ga imamo. Posebej tisti, ki imate veliko znanja, boste tukaj prišli na svoj račun. 1.8. polna luna v Kozorogu, bomo se ukvarjali s poslovnimi zadevami, z službo, statusom, z napredovanjem v statusu. 31.8. polna luna v Vodnarju pa prinaša druženje, dobrodelnost, sproščenost, lahko nas tudi malo stisne za določene stvari, lahko prihodke, prijatelje. Drugače pa prazne lune, mlaji bojo pa 18.6. v dvojčkih. Tukaj je dobro, da delate na komunikaciji in se pazite stresa, lahko bi bili malo znervirani, zato se vam svetuje, da harmonizirate čustva lahko vedno harmonizirate z povezanim dihanjem, ki ga tudi sama učim. Če vas to zanima, greste lahko na mojo spletno stran Oracle of Light, org.org, tam greste pod program Oracle of Light in vam tam vse piše, torej kako jaz to učim, da se naučite harmonizirati čustva. 17.7. bo v Raku, torej se bomo spet ukvarjali z občutki varnosti, z domom, z družino, mogoče ne toliko družino, samozavestjo. 16.8. mlaj v Raku, bo pa spet mlaj v Raku, 17.7. in 16.8. in delali bomo na občutki varnosti in samozavesti. Tako da druga polovica julija je izrazito naravnana temu, da se bomo trudili harmonizirati čustva, zato da se ne poruši občutek varnosti. To bo v tem poletju zelo v ospredju. Torej, kako mi sebe doživljamo, kako druge doživljamo, če imamo občutek varnosti v sebi, če ga nimamo. To so tudi ti mrki prinesli, potem sem že veliko govorila, ki so bili 25. oktobra, pa potem torej novembra, zdaj ne vem točno, 8. november, pa potem letošnjo pomlad mrki, so bili mrki, mislim, da je bil lunin mrk, je bil 5. maja in so se porušila, torej ta občutki varnosti so se porušili zato, ker so ljudje imeli kar težke preizkušnje v odnosih. Torej od oktobra pa vse do zdaj, in to še traja do tega oktobra 2023,
se te odnosi čistijo, stvari prihajajo na površje. Za mrk sem rekla, če so vam ljudje kakšne stvari skrivali, boste do oktobra imeli priložnost, da boste to izvedeli, ker bojo skrivnosti prišle na plano. In seveda, ko stvari pridejo na plano, včasih so neprijetne, se nam lahko zelo, zelo poruši občutek varnosti. In zato morate, ni to nujno, ne? Ampak je fajn, da delate na občutku varnosti, da harmonizirate to na način, da se posvečate dihanju. Dihanje je najboljši način za sproščanje naših čustev, da predihamo stvari, povezano dihanje, meditacije, imate celo vrsto meditacij, lahko pa vas tudi jaz to naučim, no? Potem mantranje, tudi to vas jaz lahko naučim in tudi seveda druge tehnike, joga, tai chi, ne vem, res imate veliko tehnik, veliko vadb in tehnik oziroma načinov dihanja, s katerim lahko sproščate stres. In seveda, bolj ko se ukvarjate sami s sabo, bolj se posvečate sebi, bolj se poglabljate vase, bolj ste povezani z dihom, več dihate, bolj globoko dihate, bolj se s temu posvečate, bolj ste v sebi, v svojem središču, večji občutek varnosti imate in seveda pri občutku varnosti je pa tudi zelo pomembno, da veste, da bolj smo prizemljeni, večji občutek varnosti imamo. Torej vedno, ko delate vaje dihanja, se tudi prizemljite. To pa tudi jaz učim, kako narediti. Torej vedno se prizemljiti, ker ko smo usidrani v sebi, ko smo stabilni, ko smo prizemljeni, imamo tudi večji občutek varnosti. Če nismo prizemljeni, če plavamo nekje gor, potem nimamo občutka varnosti. Torej, prizemljevati, če ne znate, če ne poznate nobenih vaj, pa pejte ven, pa bosi hodite po zemlji. Ali po travi, ali po tleh, torej po kamnih tudi lahko, po tleh, bosi. To otroci dobro vejo, oni radi hodijo, ne. No, zdaj pa grem kar hitro na napoved po znamenjih, da ne bo tole predolgo in gremo kar na ovne. Torej, če imate luno v ovnih, če ste v ascendentu oven ali imate sonce v ovnu, torej, kaj vas čaka? Zdaj v kariernem poslu imate to poletje res precej uspešno obdobje, tukaj boste imeli zavidljive uspehe, rezultati vašega dela bojo končno vidni in to se vam bo poznalo tudi na prihodkih. In v tem času torej res lahko pričakujete napredovanje, povišico, večjo prepoznavnost, potrditev pri vašem delu, ampak ne samo od sodelavcev, tudi od nadrejenih. Tako da še naprej se trudite, vlagajte energijo v posel, to se vam bo res bogato poplačalo. Še posebno dober mesec za vas bo junij, takrat imate res dobro podporo. Viden bo napredek, uspeh in če nimate službe, je tudi junij prva polovica sploh dober mesec, da tudi dobite dobro službo. V drugi polovici junija se bodo zadeve sicer malo ustavile, ne boste več mogli tako hitro napredovati, kot ste do sedaj, vas pa neke zadeve v karieri čakajo, ki jih boste morali urejati za nazaj. To bo predvsem s financami povezano. Poleg tega pa vas v juliju čakajo v poslu neke spremembe in te bojo izrazitejše od konca julija pa vse do začetka septembra. In takrat bodo v tem času bojo pod v ospredju tudi odnosi. Tudi v službi, tudi finance in to boste morali vse neke stvari za nazaj urejati, lahko v zvezi z odnosi, lahko v zvezi s financami. Ozrli se boste tudi nazaj na vse investicije, ki ste jih izvajali v preteklosti, razmišljali o korakih naprej, tudi poslovno, glede pogodb, partnerjev, strategij, no, zdaj se mi je pa čisto zataknil, malo počakala. Torej, poslovno, glede pogod, partnerjev, strategij je boljši mesec junij, kasneje, konec julija do začetka septembra, boste pa morali malo prevetriti sodelovanja, strategije, na novo vzpostaviti odnose, načine dela, malo se boste tudi bolj poglabljali v strategije dela, ugotavljali, ali so uspešne, ali niso. Zdaj, v tem času se vam lahko vrnejo poslovni partnerji iz preteklosti,
Možno je pa tudi, da boste določene zadeve poskušali delati tako, kot ste jih v preteklosti, pa ste videli, da so bile takrat uspešne, pa boste zdaj spet poskušali na tak način. Drugače vam poslovno kaže precej dobro, partnerji vas podpirajo, drugače pa je nakazano, da ne tvegajte preveč, ker bi vas zahteve v službi, na poslu, znale precej obremenjevati in to celo poletje vse do jeseni, ker boste imeli tudi precej večjo odgovornost in boste čutili velik pritisk, posebej tudi pri financu, pri zaslužku. To bi se lahko tako kazalo, da mogoče v neki firmi vas bojo pritiskali, dajmo nove strategije uvesti, kaj bomo uvedli, katere strategije bomo uvedli, kaj bomo naredili, da bo več denarja. Lahko bi se to na ta način kazalo, da vas bojo pritiskali, torej, ali pa dajmo neke nove pogodbe podpisati, dajmo nekimi novimi partnerji in v sodelovanje, ne? In se bo ta pritisk na ta način pokazal. Zdaj, vaši prihodki bojo celo poletje kar dobri, od konca junija lahko pričakujete večji doliv denarja, pazite se pa tudi večjih nakupov, luksuznih predmetov, naprimer avtomobila, tudi lahko kakšne hiše, lahko bi ugotovili, da ste malo pretiravali in to bo vse v času od konca julija do začetka septembra in takrat boste imeli tudi večje stroške, ti bojo povezani z otroci, če jih imate, domom, avtom. Drugače z otroci boste tudi precej obremenjeni glede denarja, glede šole. Boste pa seveda prejeli več denarja tudi takrat, torej, kot sem rekel, od konca julija do začetka septembra, lahko iz preteklosti, od nekih poslovnih partnerjev, od vašega partnerja, če vam je kaj dolžan, torej nek denar prejmete. Tako da boste imeli denar, ampak vseeno pazite. Torej, zdravje pazite predvsem v juniju, kasneje boste glede tega na boljšem, počutje bo boljše, boste pa konec junija reševali neke zdravstvene zadeve za nazaj, če imate kaj kroničnega, pa tudi pol še kasneje. Torej, izobraževanje za dijake bo malo težje, se boste morali truditi za uspeh v juniju, od konca julija do začetka septembra pa boste imeli nekatere dolgove za nazaj ali pa boste glede šole nekaj urejali za nazaj. Je pa to boljši čas za študente in to celo poletje, posebej za tiste, ki želite študirati na tujem, boste sprejeti, če pa študirate, boste pa tudi kar uspešni. Zdaj, dober čas je za potovanja, posebej daljša, celo poletje je dober čas in v juliju boste verjetno potovali pa kam dlje, torej boste šli pa verjetno v tujino. Zdaj, za ljubezen, torej v juniju je to kar dober čas, od sredine junija do sredine julija, samski lahko takrat koga spoznate, že poročeni pa se bojo zadeve v odnosih precej izboljšale, konec julija in do začetka septembra pa se samskim lahko vrnejo partnerji iz preteklosti. Tisti, ki ste pa že vezani, poročeni, boste pa precej razmišljali o tem, kaj se je dogajalo v preteklosti, torej v svojih preteklih izkušnjah v vezi in boste želeli stvari za nazaj umiriti. Tudi vam se lahko vrnejo kakšni ljudje iz preteklosti, kakšni ljubimci. Boste pa želeli v vezi torej stvari umiriti, urediti, izboljšati. V juniju se pazite prepirov v domu, kasneje se stvari precej umirijo. Boste pa precej usmerjeni nase, skušajte se partnerju bolj posvetiti, začutiti njegove potrebe. Drugače pa nasplošno to poletje ni ravno najboljši čas za poroko, torej če se želite poročiti. Zdaj, če bi se pa res želeli, pa vedno lahko naredite muhurto, tudi jaz to delam, to je ugoden trenutek, ko se izračuna, to je ugoden trenutek za poroko, da vsaj malo umilite neke negativne vplive. Ampak zdaj nasplošno, če lahko počakate, vam svetujem, da raje počakate. Zdaj, če bi ovni želeli osebno analizo, me lahko kontaktirate, link bom prilepila spodaj. No, potem smo pa tukaj že pri bikih. Torej, če imate luno v biku, ste v ascendentu bik ali pa imate sonce v biku, torej za bike. V karieri in poslu bo to poletje za vas kar pozitivno, boste kar uspešni v delu, ampak skozi trud in vztrajnost. Torej, če se boste trudili, boste uspešni. Tudi imeli boste več odgovornosti v službi, od sredine junija pa do novembra boste pa na poslu upravljali neke stvari za nazaj.
Zdaj, to bi bilo lahko povezano z izobraževanjem, lahko s tujino. In do julija boste čutili, da vam zadeve na poslu v službi kar lepo tečejo. Paziti se morate kakšnih nepredvidljivih konfliktov, lahko povezavi s sodelavci, lahko poslovnimi partnerji. Boste pa precej odločni, suvereni. In se pazite te želje, da bi v poslu prevladali nad drugimi. V juniju se vam ne svetuje, da podpisujete kakšne nove pogodbe ali pa začnete z nekimi novimi poslovnimi partnerstvi, novimi strategijami. Tudi, da ne začnete mogoče posel na novo, bi bilo bolje, da počakate, da ne sprejemate prehitrih odločitev povezavi s poslom ali pa sodelovanju v poslu, ker je za to boljši čas julij in avgust. Zdaj, v juniju bi se vam lahko zgodilo, da bi se kdo umaknil od vas ali pa se odločil, da ne bo več sodeloval z vami. Mogoče se mu bo zdelo, da ste preveč ukazovalni, preveč avtoritativni. Neka izguba v odnosi bi vas lahko kar precej vznemirila. Drugače boste v juniju določene poslovne zadeve pripeljali do konca, jih razrešili, julija boste pa bolj odločni in vas čaka tudi veliko komunikacije, tudi krajših potovanj v povezavi z delom. V avgustu boste urejali neke stvari s sodelavci za nazaj, ampak boste imeli občutek, da ste bolj sami kot ne. Če nimate službe, jo iščite julija, takrat je najboljši čas za to. Zdaj, če pa hočete delati v tujini, je pa to že dober čas junija. Prihodki bojo kar dobri junija, tudi julij, avgust. Je pa res, da vas bojo pestili precejšnji stroški celo poletje, nepredvidljivi tudi lahko povezavi z domom, lahko z mamo, zdravjem. Pazite se konec julija in avgusta, ker bi takrat v povezavi s poslom, poslovnimi partnerji lahko zapravili več denarja, lahko za luksus, neko potovanje ali pa neko razkošno zabavo na vašem domu. Pri zdravju ne boste imeli večjih težav, v avgustu bodite bolj previdni glede zdravja, lahko bi se pojavile kakšne težave, ki ste jih v preteklosti že reševali, pa se bojo mogoče zdaj vrnile, pa se boste mogli s tem spet ukvarjati. Pazite na mehur, rodila, moški na prostato. Če ste dijak, se boste morali ta mesec potruditi v začetku junija, kasneje bo lažje. Če boste imeli dolgove za nazaj, boste pa uspešno opravili julija, avgusta pa malo težje, tako da dajte se prej lotiti. Če pa ste študent, vam bo šlo dobro celo poletje, če se boste trudili, tudi v tujini. Lahko bi bili sprejeti na študij v tujino. Za potovanje je dober čas v juniju, tudi v juliju. Za daljša potovanja je boljši čas julij in avgust, junij ne tako. In v juniju, če boste potovali, si naredite dober načrt in ne potujte sami, ker julij in avgust je pa kar v redu. Ljubezni je pa tudi, se vam svetuje celo poletje, da ste bolj pazljivi, posebej v juniju, ker tisti, ki ste v vezi, lahko v tem času s partnerjem zaidete v kakšne konflikte, spore, to bi lahko zanetilo celo razhod ali umik partnerja od vas, zato pazite, bodite v tem času bolj do partnerja ljubeznivi, strpni, pomirjajoči. Kasneje bo zavezane malo lažje, ker se bojo strasti umirile, lažje vam bo. Zdaj, edino, za česar bi pa lahko bili celo poletje stisnjeni in obremenjeni, so pa partnerjevi umiki od vas. Torej, lahko tudi to pomeni, da bo kam potoval, da bo službeno odsoten, lahko pa tudi pomeni čustven umik. V avgustu bo lahko tudi več razčiščevanja za nazaj, lahko tu boste tudi razčiščevali v povezavi z mlajšimi brati in sestrami. Starejši brati in sestre se bojo tudi celo poletje umikali, ker vas bo spremljal nek občutek izgube. Za samske bo najboljši čas, za koga spoznajo sredina julija. V avgustu bi lahko končno razrešili ali se poslovili od neke pretekle ljubezni ali pa nekih čustev do nje. Za poroko junij in avgust nista dobra meseca. Zdaj, če že potem julija, ampak torej pazljivo. Zdaj, če bi želeli se poročiti ali pa karkoli drugega, torej v tem času narediti, me lahko kontaktirate, jaz to delam v hurto, torej izračunam ugoden trenutek, lahko za posel, za poroko, karkoli in lahko torej pač vsaj v tistem času najdete nek bolj ugoden trenutek. Seveda, hurta je vedno kompromis, ker nek res dober ugoden trenutek je zelo težko najti, tako da vedno so tukaj kompromisi, ampak da se vsaj v nekem časovnem obdobju najde res dober trenutek. No, potem smo pa tukaj že pri dvojčkih. Torej, dvojčki. Dvojčki, torej v karieri in poslu
bo to poletje izjemno dobro za vas, to sem pozabila povedati. Torej, če imate luno v dvojčki, ste v ascendentu dvojček ali pa imate sonce v dvojčku, potem je ta napoved za vas. Torej, izjemno bo za vas to poletje dobro na področju kariere in posla. Posebej, kar se tiče finančne plati, ker lahko v tem času prejmete višjo plačo, dodatke k plači ali pa napredujete, ker dolgoletne želje in cilji se vam bojo končno začeli uresničevati in boste zelo uspešni. Za nekaj zastoja bi bilo lahko v juniju, za mogoče nekih družinskih obveznosti, zdravstvenih težav, kasneje se pa te težave umaknejo in boste res uspešni. Če ste brez službe, jo iščite, ker je to zelo, zelo dober čas za to. Zdaj, napeto stanje bi bilo lahko v družini v juniju, ker vi se boste veliko časa posvečali službi in poslu in boste neke stvari tudi za posel urejali za nazaj, ker tukaj vas čakajo neke nepričakovane, nenadne spremembe, mogoče kakšna pot v tujino, kakšno izobraževanje. In to bi lahko sprožilo prepire in težave. Drugače je pa to celo poletje odličen čas za nove poslovne začetke, sklepanje novih pogodb, uvajanje novih strategij, nova poslovna sodelovanja, tudi investiranje. Čeprav pri investicijah pazite pri sodelovanju z določenimi ljudmi, ki se ne bojo pokazali v pravi luči. Torej, ni vse zlato, kar se sveti. Tle bodite pazljivi. Preberite drobni tisk, če kam investirate, pazite. Naredite to od konca junija do sredine julija, če boste kaj investirali. In se tukaj ne zanašajte na srečo, res stvari dobro preverite. Drugače boste imeli prihodke res dobre celo poletje, posebej če delate s tujino, boste pa tudi zaradi financ malo stisnjeni, ker boste želeli investirati v posel ali pa kam drugam, pa se vam bo mogoče zdelo, da nekako ni pravih priložnosti. Glede denarja investicij bodite pa posebej pazljivi v avgustu, tudi pri družini, ker vas čaka precej stroškov. Na zdravje pazite v juniju, ne ignorirajte težav, posebej kroničnih, pazite na hrano, ne jejte pekoče hrane. V juniju bi tudi lahko imeli kakšen poseg, zdravstveno težavo, ki bi lahko zahtevala zdravljenje, zato bodite tukaj pazljivi. Dijaki se boste morali pri študiju v juniju posebej potruditi, ker se boste težko skoncentrirali, boste tudi želeli imeti vse pod nazorom, to bo kar precej utrujajoče. Kasneje vam bo lažje. Če boste imeli kakšen dolg, ga boste pa vračali v avgustu, torej za študente je to boljši čas, boste zelo uspešni prek truda, vztrajnosti, prek dela in tudi za študij v tujini je dober čas, če si to želite, boste pa v avgustu določene stvari morali popravljati za nazaj, torej izpolnjevati neke obrazce za nazaj, nekaj bo treba urejati za nazaj. Potem krajše in daljše potovanje so zelo v redu v juniju ter do sredine julija, kasneje bodite pazljivi, pazite v prometu. Posebej tudi pri daljših potovanjih pazite, posebej v avgustu, naredite si dober načrt, vzemite nekoga s sabo, ker v avgustu se vam lahko pojavljajo zastoji. Zdaj, dvojčki, v ljubezni vam bo lažje, začutili boste neko olajšanje, za poročene in vezane bo sicer bolj napeta situacija v juniju, julija se pa zadeve precej umirijo. Konec julija in avgustu pa lahko v vaše življenje lahko stopi nekdo iz preteklosti ali pa boste razčiščevali neke karmične zadeve, ki so se s partnerjem zgodile v preteklosti. Samski lahko nekoga spoznate cel julij, proti koncu julija in avgustu pa se vam lahko tudi vrne nekdo iz preteklosti. Zdaj, če boste vstopili v vezo, pazite, da osebo spoznate dovolj. V vezah morate to poletje biti pazljivi. Imeli boste sicer priložnosti, ampak nekatere bojo malo zavajajoče, tako da bodite previdni. In tudi v ljubezni boste deležni omejitev, stvari ne bojo šle zlahka. Zdaj, če se želite poročiti, najboljši čas za to julij, bo pa precej boljši odnos z brati, sestrami, mlajšimi posebej, bo precej bolje. Torej, če želite karkoli novega narediti, je zelo dobro, da si za to izračunate muhurto, ker tale čas je precej težak, poln izzivov, torej Jupiter daje priložnosti, ampak je pa seveda ta okleščenost med Jupitra med Marsa in med Saturna, tako da to mogoče ni najboljši čas za neke začetke, mogoče tudi pri vas za ljubezen, ne? Ampak če si želite nek nov začetek, me lahko kontaktirate in vam zračunam muhurto, da vsaj v tem času vidite,
kdaj bi pa to za vas mogoče bi bilo pa malo bolj ugodno. Za osebno analizo me pa tudi lahko kontaktirate, torej spodaj bom prilepila link. No, potem smo pa tukaj že pri rakih. Torej raki, če imate luno v raku, ste rak v ascendentu ali pa imate sonce v raku, torej rakom bo v karieri in poslu to poletje precej lažje, kot vam je bilo po zimi na pomlad, če ste se prej borili, vam bo zdaj šlo precej bolje od rok, vse, končno boste lahko zadihali, imeli boste več podpore, lahko boste tudi napredovali v smeri, ki ste si jo zamislili, imeli boste tudi dovolj dela, napredovali boste uspešni, v juniju boste imeli tudi več energije, morate se pa paziti nekih prehitrih odločitev, posebej v smislu poslovnih strategij, poslovnih partnerstv, tudi investicij v posel, tudi pri podpisovanju pogodb, pa tudi, kar se tiče zamenjave službe. Zdaj, tukaj vam svetujem, da zelo, zelo dobro razmislite, v kaj se spuščate, ker to ni najboljši čas za menjavo ali pa kakšno večjo spremembo v poslu. Počakajte raje na julij in avgust, ker bo takrat čas boljši, ampak vseeno se vam celo poletje svetuje previdnost. Zdaj, bodite precej fokusirani na to, kaj v bistvu želite v službi poslu in vse se bo uredilo, torej če boste imeli fokus, če boste si naredili načrt, potem boste zadeve dobro speljali. Zdaj, če nimate dela, je to poletje zelo dober čas, da ga dobite. Včasih se boste počutili stisnjeno, vam bo težko, ker se boste tudi zavedali, da morate za napredek nekaj v poslu spremeniti, naprimer, če imate svoj posel posebej, ali pa tudi, če delate v neki firmi, boste tudi imeli občutek, da bo treba nekaj spremeniti. Torej, od sredine junija vse do novembra tega leta boste tudi urejali stvari za nazaj, posebej, kar se tiče partnerstv, investicij, pogodb. Verjetno jih boste znova pregledovali, pretehtavali, boste tudi strategije v poslu, razmišljali, kako naj stvari iz preteklosti spremenite, posebej, kar se tiče posla in financ, torej razmišljali boste, kam investirati, če ste prav investirali, ali torej, mogoče boste kakšne pogodbe na novo pregledali, nekaj boste tudi dokončevali v povezavi z nekimi poslovnimi partnerstvi, torej razmišljali boste tudi glede financ, kaj bi spremenili v poslu, da bi več zaslužili, boste pa v tem času deležni večjih sprememb na poslu, tudi pri poslovnih partnerjih, pa če to želite ali ne, in to včasih od vas ne bo odvisno. Pri stvareh, za katere se sami odločate, bodite pazljivi, si naredite dober načrt in bo v redu, torej tam pač, kjer ne morete vplivati, lahko pa pač samo kontrolirate svoj odziv na situacijo. Možno tudi, da se boste ukvarjali z družinsko dediščino vašo ali v povezavi z vašim partnerjem, tukaj lahko pridobite tudi več denarja. In imate pa tudi celo poletje, kar dobro povezavi z denarjem, boste imeli vse skozi dobre prihodke, vse do konca junija, tudi v juliju, od konca junija do začetka julija lahko pričakujete večji priliv denarja, ampak tudi več stroškov. Konec julija in v avgustu tu boste dobro služili, lahko prejmete nek večji priliv, povezan s preteklim delom, z mamo, dediščino, lahko tudi v povezavi s partnerjem, ampak se pazite večjih stroškov v družini, v domu, predvsem luksuznih zadev, zabav s prijatelji, večer, lahko tudi potovanj s partnerjem. Če pa delate s tujino, boste pa še več zaslužili. Torej, raki, pri zdravju bodite v juniju bolj pazljivi, lahko bi imeli kakšen poseg, boste tudi nervozni, slabše boste spali, to je nakazano vse do sredine julija, potem pač se malo umiri. V tem času bi bili lahko čustveno vznemirjeni, boste lahko za tega imeli težave s spanjem, se bo konec julija to umirilo, drugače je pa zdravje kar v redu. Če ste dijak, bo junij dober čas za učenje, če se boste potrudili, pazite se hitre jeze, agresije, povezavi s šolo, isto velja za junij tudi za študente, ki bojo drugače uspešni. Če se boste potrudili, potem ne boste si naredili dodatnega dela. Potem za potovanje dober čas celo poletje, posebej junij in julij. Zdaj pa za ljubezen se vam pa svetuje previdnost, ne sprejemajte nekih nagih odločitev, tako nevezani, ne samski, posebej to velja za junij, avgust. Stvari dobro premislite, preden se odločite, da ne bi kasneje svojih odločitev obžalovali. Ker vse od sredine junija do novembra tega leta imate močno karmično čiščenje na partnerskih odnosih. Posebej to velja za vezane, še posebej pa za poročene. In če do zdaj niste stvari uredili, jih boste v tem obdobju uredili in zato se pazite, kaj se odločate. Zagotovo vas čakajo neke spremembe,
soočenja z resnico, utrditev partnerske veze, če boste to želeli, torej neka resnica bo prišla na dan. Bodite potrpežljivi, pozorni, ne spuščajte se v konflikte, samski se pa ne spuščajte prehitro v vezo. Posebej, če človeka ne poznate dovolj, posebej v juniju ne, v avgustu se vam pa lahko pojavi nekdo iz preteklosti. Drugače pa to ni ravno najboljši čas za poroko. Zdaj, če želite karkoli to poletje narediti, torej začeti nov posel, se poročiti, ne vem, karkoli, potem je dobro, da si izračunate muhurto, jaz tudi to delam, to je ugoden trenutek za, naprimer, začetek posla in v bistvu vam pogledam pač v tem obdobju, kater čas je za vas ugoden, kater dan, ura je za vas ugoden in se potem da to malo sharmonizirati, ja, ne? Zdaj pa torej za osebno analizo, če želite osebno Jyotish analizo, me pa seveda lahko kontaktirate potem spodaj bom prilepila link. No, to je bilo za rake vse. Zdaj pa smo že pri levih. Torej, če imate Luno v levu, ste v ascendentu lev ali imate sonce v levu, vam v karieri in poslu to poletje kaže kar dobro, posebej do sredine junija, takrat boste v službi v poslu suvereni, odločni, samozavestni, to se bo tudi poznalo pri vašem govoru. Pazite le, da ne boste pretiravali, da ne boste preveč ukazovalni, lahko bi imeli tudi to željo, da imate vse pod nadzorom, nadzor je pa vedno iluzija, nikoli ne moramo imeti vse pod nadzorom. Za tisti, ki delate v tujini ali povezavi s tujino, lahko pričakujete res dobre rezultate, če boste stvari dobro planirali in urejali. Drugače pa lahko pride v juniju tudi do kakšnih konfliktov. V juniju se pazite, da se ne odzovete jezno povezavi s poslom, kasneje se vam pa bojo zadeve umirile in boste kar uspešni, tako da sem junija pazite. Zdaj v juliju in avgustu boste v poslu delali dobro, preko truda, tudi veliko mero poguma boste mogli pokazati, če boste želeli uspeh, boste odločni, imeli boste več energije in se bo tudi pri vašem delu to poznalo, boste uspešni. Zdaj v juliju in avgustu boste tudi morali neke zadeve za nazaj urejati. Lahko bodo te povezane s poslom, lahko očetom, lahko se vam tudi zgodi, da boste izvedeli, kaj v zvezi z domom, mamo, nekaj iz preteklosti, to bolj velja za avgust. Drugače vam pri poslovnem sodelovanju kaže dobro, pri širitvi posla, novih strategijah, pri podpisovanju pogodb, ampak to junija. Je pa res, da boste morali nekatere zadeve že od sredine junija do novembra urejati za nazaj in boste takrat tudi precej obremenjeni, stisnjeni, lahko zaradi potovanj v tujino, to bi bilo lahko junija, obremenjevalo bi pa vas lahko tudi kakšno poslovno sodelovanje, težave pri podpisovanju pogodb, novih strategijah in se bojo težave pojavljale vse skozi in to boste morali reševati, tako da boste kar malo stisnjeni, ne bo vam lahko. Zdaj posebej bodite previdni pri poslovnih partnerstvih v juliju in avgustu, takrat se vam ne svetuje, da sklepate neke nove pogodbe, da ne podpisujete stvari, raje počakajte na zimski čas ali pa če imate karkoli, to naredite raje v juniju. Vam pa zelo dobro kaže pri financah, posebej od sredine junija do začetka julija, kasneje pa še do sredine julija, takrat boste pa imeli to tudi več stroškov, se bojo zavleki v julij in avgust. V juliju se pa pazite kakšnih nespametnih investicij v poslu. Tukaj bodite zelo previdni, lahko bi tudi kupili nekaj, kar ne potrebujete, neko luksuzno stvar, zato pazite, posebej pri investicijah julij, avgust, pazljivo. Glede zdravja boste kar v redu, pazite le do sredine junija do novembra, takrat se boste ukvarjali s kakšnimi kroničnimi zdravstvenimi zadevami, pazite na prehrano, gibanje, na rutino, pazite tudi, da ne boste delali preveč v avgustu, vas bojo seveda zadeve v poslu počakale, tako da nič se bati, da ne bi naredili, boste morali, ampak seveda pazite pa, da ne boste preveč delali. Zdaj, dijaki se boste morali v juniju posebej truditi, da boste dosegli uspeh, drugače bo zelo težko, kasneje vam bo lažje, študentje boste pa bolj uspešni, posebej, če študirate v tujini. Nekaj izzivov bo prisotni v juniju, kasneje bo pa lažje. Potem krajša in daljša potovanja so za vas sicer ugodna. Pazite v juniju, v avgustu. Zdaj v juniju se vam svetuje, da naredite dober načrt.
če greste na daljše ali na krajše potovanje, potem boste pa ok. Pač boste v redu, a ne? Samo dober načrt, torej junija, avgusta, pa ne potovati sami. No, to vam svetujem. Bo pa to poletje odlično za ljubezen, če ste samski, no, to se zdaj pa za leve, torej kaže res ugoden čas za ljubezen. Če ste samski, bo sreča na vaši strani, lahko bi tem v času spoznali sorodno dušo, se zaljubili. Od sredine junija do sredine julija se boste tudi več družili, spoznavali veliko novih ljudi in izmed teh bi lahko bil tudi nekdo, ki vam bo zelo všeč. V začetku avgusta bi pa lahko v vaše življenje stopila oseba iz preteklosti. Lahko pa tudi, da boste v preteklosti veliko razmišljali. Tudi vezanim kaže precej bolje, vezo boste utrdili, sprejeli v njej več odgovornosti, se trudili za harmonijo. Sicer od julija, avgusta se lahko pojavljajo težave, če se boste spuščali v prepire in konflikte, če pa boste ostali mirni, ljubeči, spoštljivi, razumevajoči, pa boste to obdobje prebrodili brez večjih težav. Bi vas po odnosi lahko nasplošno stisnili in to bi lahko vplivalo tudi na vaš občutek sreče in zadovoljstva in določene stvari boste seveda morali s partnerjem urejati za nazaj, torej to velja za vezane poročene. Lahko bi imel pa vaš partner tudi kakšne zdravstvene težave in to od sredine junija do novembra. Poroka se pa vam svetuje, če osebo dobro poznate, drugače ne. Zdaj, če želite seveda se poročiti ali pa če želite začeti nov posel, vam jaz naredim lahko muhurtov, to je izračun ugodnega trenutka in tako, da lahko seveda začnete z dobrimi temelji. Če želite osebno analizo, me pa tudi lahko kontaktirate, link bom prilepila spodaj. No, zdaj smo pa že pri devicah, torej device. Kaj pa devicam kaže v tem poletju? Pa gremo najprej kar na posel in kariero, torej seveda to velja, če imate luno v devici, če ste ascendent v devica ali imate sonce v devici, torej v karieri in poslu bo to poletje kar dober čas, posebej v juniju, v juliju, tudi kasneje, ampak seveda, če delate v povezavi s tujino ali zaprtimi ustanovami. In že od začetka junija boste želi uspehe, sreča bo na vaši strani, kasneje pa bo vaš uspeh precej povezan z odločnostjo, avtoriteto, suverenostjo in pa dobrim vodenjem. Pri tem se morate paziti, da ne boste preveč ukazovalni, da ne boste preveč kontrolirali svojih sodelavcev ali podrejenih in posebej občutljiv mesec za to je junij. Če ste brez dela, ga iščite, ker je veliko možnosti, da dobite dobro službo in to že v juniju. Na poslovnem področju vas drugače čakajo številne poslovne spremembe, to je, kar se tiče poslovnih partnerstv, podpisovanja pogodb, uvajanja novih strategij ali pa nekih podobnih korakov v poslu. Glede tega bodite posebej previdni v juniju. Tukaj se vam ne svetuje, da preveč tvegate ali pa da se za nekaj prehitro odločite in posebno bodite previdni pri investicijah v posel. Kasneje bo zato boljši čas, posebej, če sodelujete v tujini ali delate tam. Ampak tudi takrat morate biti pazljivi in vse prej preveriti, preden se spustite v karkoli, ker imate pač take astrološke vplive, da se lahko zgodi kaj nepredvidljivega. Ker neke težave, sodelavci bi vas lahko precej obremenili, stisnili v kot, zato bodite pazljivi. To velja tudi za otroka, lahko bi vas tudi otrok posebej prvi stisnil v kot ali pa bi se vi obremenjevali zaradi njega. Kar se tiče financ, vam kaže dobro, stalne redne prihodke, celo poletje, junija, julija, se vam tudi bojo pojavili nepredvidljivi stroški, tudi lahko s poslom, kasneje pa tudi z družino, boste verjetno potovali v tujino. Dobri prihodki vas čakajo avgusta, tudi s koncem poletja bojo dobri prihodki, ampak rasli bojo pa tudi stroški. Od začetka avgusta do septembra boste prejeli nek denar, ki vam ga je nekdo dolžan že nekaj časa, lahko nekdo iz družine. In pazite, da vsega ne zapravite takoj, torej tukaj bodite pazljivi, da ne boste kaj zapravljali za kakšne luksuzne stvari. Zdravje bo v juniju dobro, v juliju in avgustu bi lahko imeli kakšen poseg, v avgustu bodite pazljivi na mehur, ženske rodila, moški prostato, lahko bi tudi neprečakovano zbolel nekdo iz družine, lahko oče, brat, sestra, tako da to je pač tudi nakazano, ne?
Če ste dijak ali študent, se boste morali potruditi, številne spremembe vas bojo obremenjevale, tako ne jezite se zaradi tega, posebej v juniju. Študentje boste zelo uspešni, posebej v juniju, tudi kasneje. Tisti, ki študirate v tujini, boste morali konec julija in začetku avgusta urejati zadeve za nazaj, drugače pa to poletje za vas kar v redu. Torej pri juniju pazite pri krajših potovanjih, za daljše pa bo boljši čas, torej v juliju in avgustu tudi za krajše relacije, torej junij pa za daljše. Torej, junij pazite pri krajših potovanjih, torej za daljše bo pa v juniju dober čas, če boste kam šli. V ljubezni bodite pa pazljivi, torej device, pazite v ljubezni, samskim se ne svetuje, da skočite v vezo, če osebo ne poznate dobro, zdaj vaša pričakovanja bodo mogoče malo večja, kot pa bo neko realno stanje, medtem ko za spoznavanje in druženje bo pa drugače najboljši mesec julij. Od začetka avgusta v vaše življenje lahko stopi nekdo iz preteklosti in glede te osebe se vam svetuje previdnost. Tisti, ki pa ste že vezani, poročeni, boste po partnerstvu doživljali spremembe, lahko to težave, ovire, bodite previdni in zato se ne prepirajte s partnerjem, bodite strpni, ljubeznivi, uvidevni, ker malo težje obdobje imate v avgustu. Ker boste verjetno razčiščevali neke stvari za nazaj, lahko povezavi z družino, očetom, kar se tiče odnosov. In v juniju boste urejali odnose z mlajšimi brati, sestrami in tudi za poroko to ni najboljši čas. Zdaj, če bi pa želeli se poročiti ali pa rečemo odpreti posel, me pa lahko vedno kontaktirate, delam tudi muhurto, to je izračun ugodnega trenutka. Tako da si postavite dobre temelje že s tem, da začnete na ugoden trenutek, torej to vam jaz lahko izračunam. Seveda, če želite osebno analizo Jyotish, me pa lahko kontaktirate, bom spodaj prilepila link za mojo spletno stran, tam greste torej na kontakt, izpolnite prijavnico in se lahko prijavite. No, zdaj smo pa že pri tehnicah. Torej, kaj pa tehnicam kaže? Torej, to velja seveda, če imate luno v tehnici, če ste torej, v ascendentu tehnica, ali imate v sonce v tehnici. Torej, v karieri in poslu bo to poletje čas uspehov, za vas tudi izzivov, posebej v juniju, zdaj, ker vas čakajo takrat neke spremembe v poslu, v službi, lahko v povezavi s poslovnimi partnerji, če jih imate, lahko strategijami, lahko v komunikaciji. In takrat se vam ne svetuje, da podpisujete kakšne pomembne pogodbe, pa da investirate v posel. Res je, da boste mogoče v tem času v to spremembe prisiljeni in da se jim boste težko izognili. Posebej, če delate v povezavi s tujino ali pa če službeno potujete, ampak se vam zato svetuje, da res dobro vse preberete, da naredite dober načrt, torej na pogodbah preberite drobni tisk in tudi dobro se pogovorite o vseh spremembah, ki jih boste uvajali. Zdaj, vaši poslovni partnerji bi bili lahko v juniju malo nestrpni, lahko bi se tudi razjezili, zato v odnosih pazite, bodite spoštljivi, uvidevni, pazite, da ne zaidete v kakšen večji konflikt. V juniju boste drugače v poslu uspešni, vas pa bojo doletele spremembe tudi v povezavi s prihodki, posebej, če delate v povezavi s tujino ali pa v zaprtih ustanovah. Je pa to tudi čas, ko boste skupaj s poslovnimi partnerji raziskovali načine, kako bi v poslu več zaslužili, posebej, če delate sami. Boste pa v tem času prejeli večji priliv denarja, lahko iz tujine, lahko povezavi z izobraževanjem. Poslovni izzivi se pa nadaljujejo tudi v juliju, ampak boste tudi uspešni, tako da ne se bati. Boste napredovali, boste zaslužili precej več kot prej, posebej konec julija, začetek avgusta, boste prejeli nek denar, ki vam ga je nekdo dolžan iz preteklosti, lahko prijatelj. To bo res dober čas za zaslužek, ker vam bo denar prihajal iz različnih virov. Od sredine julija boste v poslu tudi bolj severeni, imeli boste več avtoritete, moči in to bo trajalo vse do sredine avgusta, takrat boste pa morali v službi uvesti neke spremembe. To ste mogoče želeli že prej narediti neke spremembe, pa vam nekako ni šlo, zdaj boste pa to naredili, boste nekako prisiljeni. Zdaj, lahko bi v tem poletju začeli neko zelo dobro pa pomembno sodelovanje z nekom, z neko osebo, ki vas bo v poslu veliko naučila, vam bo tudi pomagala in se vam svetuje, da to sodelovanje začnete od julija naprej. Bojo pa tukaj še prisotne neke omejitve,
Pazite se, da vam ne bo nekdo preveč obljubljal, ker torej, poleg Jupitra in Rahu so lahko tukaj neke iluzije, prevelika pričakovanja, a boste pa strastno hoteli iti v to, pa se potem na koncu to ne bo pokazalo tako dobro, kot vam je bilo predstavljeno. Ampak drugače boste pa uspešni, vztrajni, zelo boste delovni za uspeh, boste pa morali od sredine junija do novembra urejati neke zadeve za nazaj, lahko je to z nepremičnino, domom, mamo, lahko tudi povezavi s samozavestjo in pazite na denar in ga več privarčujte. Pri zdravju pazite v juniju, juliju in avgustu bo bolje, če ste dijak, boste pri izobraževanju uspešni, od junija vas čakajo zadeve, ki boste morali upraviti za nazaj, zato se potrudite pred tem obdobjem. Študentje boste v juniju doživljali spremembe, posebej če študirate v tujini, imate pa zelo, zelo dobro obdobje študente v juliju in avgustu. Zdaj, če boste pa kaj delali za nazaj, pa to septembra, prej ne boste, saj to je pa logično, ne? Čas za krajša potovanje je vse skozi ugoden za vas, za daljša julij in avgust, junij malo manj. V juniju se vam svetuje, da naredite dober načrt in da ne potujete sami, ker takrat ni najboljši čas. Julij in avgust je pa precej boljši. No, v ljubezni tehnicam bo precej lažji, kot vam je bilo prej. Če ste samski, je to dober čas, da najdete nekoga za dalj časa, ampak se ne zapletete z nekom, ki ga ne poznate dobro. Torej, vzemite si čas, da osebo dovolj spoznate, ker je potrebna pazljivost. Od sredine junija se do novembra lahko v vaše življenje stopi tudi nekdo iz preteklosti. Če ste že v vezi, pazite, da se ne prepirate s partnerjem, posebej v juniju, že poročeni pa bo precej lažje, tudi v juliju in avgustu. Zelo, zelo pomembna informacija je pa, da v partnerstvu se vam poleti ne svetuje, da bi sprejemali neke usodne odločitve, ker mogoče ne bojo prave in vam bo kasneje žal. Ker partner se vam še vedno ne bo posvečal toliko, kot bi vi želeli, to se bo izboljšalo šele po novembru in v odnosih boste na splošno precej stisnjeni junija zaradi partnerja, statusa, zaradi poslovnih partnerjev, kasneje vas lahko obremenijo prijatelji, skrbela vas bo tudi zaradi otrok, posebej prvega otroka in malo predihajte ta čas, no? Pa vam bo lažje. Ne sprejemate nekih večjih odločitev to poletje, se vam to ne svetuje. Je pa to dober čas za poroko, lahko da se boste poročili s tujcem, ampak tudi tukaj ne hitite. Torej, če želite mogoče se poročiti, začeti nek nov posel, vam tudi jaz lahko izračunam muhurto, to je izračun ugodnega trenutka, zato da si postavite dobre temelje in da boste uspešni. Zdaj, če želite osebno analizo, me pa lahko kontaktirate, torej bom prilepila link spodaj. No, zdaj smo pa že pri škorpionih, torej škorpioni, kaj pa vam kaže to poletje? Torej, to velja, če ste v ascendentu škorpion, če imate luno v škorpionu ali pa sonce, torej škorpioni. V karieri in poslu bo to poletje za vas kar uspešno, produktivno, že junija boste čutili olajšanje, vam bo precej lažje. V juniju bi lahko doživljali kakšne spremembe, kar bo pa zelo izrazito do sredine julija in te spremembe. In to bi bilo lahko povezano z partnerji, poslovnimi financami, lahko boste imeli kakšne večje stroške zaradi investicij v poslu, lahko zaradi izobraževanj povezanih s poslom, ali boste pa uvajali povsem nove strategije v poslu, torej spremembe, ki boste uvajali in seveda to bi vas znalo tudi malo obremeniti. Torej, sprememb se poskušajte izogniti v prvih 2 tednih v juniju, kasneje jih lahko delate. Lahko, da boste imeli tudi več stroškov za plačilo poslovnega partnerja, ki vam bo spremembe uvedel, ampak boste pa imeli srečo. To poletje, spremembe bojo dobrodošle, v juniju vas tudi partnerji poslovni precej podprejo, od sredine julija in do sredine avgusta pa boste še posebej uspešni, sreča bo na vaši strani. Je seveda možno, da boste želeli še nekaj spremeniti v poslu, lahko se boste želeli povezati s tujino, lahko da boste neke strategije želeli spremeniti, lahko boste pa želeli celo zamenjati službo, ampak če želite zamenjati službo, se vam svetuje, da to zamenjavo izpeljete do začetka avgusta, ker kasneje bi se lahko zadeve ustavile in ni tako dober čas potem avgusta za to. Sicer je še dober čas za zamenjavo,
mogoče lahko še vedno torej menjate, ampak se bojo pojavljali zastoji. Torej zdaj, če ne morete drugače, pač zamenjajte, ampak morate se zavedati, da boste morali določene stvari za nazaj urejati in da se bojo zastoji pojavljali. Če boste pač takrat res hoteli službo zamenjati, je raje dobro razmisliti. Zdaj razmislite, če službe nimate, lahko v tem poletu dobite, pišite prošnje. V juliju in avgustu boste v službi precej odločni, imeli boste več energije, se pa pazite pri hitrih odločitev in jeze, ker bi bili lahko zelo stisnjeni zaradi nekih prehiter odločitev, ki boste sprejeli, tudi zaradi sodelavcev ali pa težav, ki se vam bodo pojavljale, in tudi težave v družini bi vas lahko precej obremenile. Tako da seveda, ko vas bo to obremenjevalo, bi pa mogoče želeli na hitro nekaj spremeniti, na hitro službo zamenjati, ne tega narediti. Ustavite se, umirite se, počakajte. Glede financ vam kaže dobro, več boste lahko privarčevali, ampak se pazite večjih stroškov, v juniju lahko dobite večji priliv denarja, več stroškov boste imeli v avgustu, lahko bi za neko potovanje v tujino preveč zapravili, pazite. Zdravje bo sicer kar v redu, če imate kronične težave, boste zaradi njih precej obremenjeni, te se bojo končno izboljšale. Bolj obremenjeni boste v juniju, kasneje bo bolje, torej v juliju in avgustu boste bolj vitalni, imeli boste več energije, imunski sistem se vam bo izboljšal. Zdaj, če ste dijak, bo to za vaš čas izzivov, se boste morali truditi za uspeh, lahko bi tudi imeli pomanjkanje samozavesti, tudi se boste spraševali o svojih talentih, sposobnostih, posebej od junija naprej. Tudi bi lahko razmišljali o zamenjavi šole, kjer se vam pa svetuje, da dobro razmislite, preden karkoli naredite in preden se spustite v menjavo spet. Dobro razmislite o svoji odločitvi. Študenti boste v tem poletju bolj uspešni, lahko v tem času izjemno napredujete, posebej dober čas imate v juniju, pa do začetka julija, tudi v avgustu. Če želite študirati v tujini, je to takrat res dober čas, da date prošnjo, bolje v juniju, kasneje bojo pa zapleti. Zdaj, če boste to poletje potovali, se dobro organizirajte, ker na daljših potovanjih bi lahko prišlo do zastojev, posebej v avgustu. Krajša potovanja so v redu, neki zastoji od sredine junija. Za daljša potovanja bo pa junij pa dober čas. Od sredine junija pa do novembra pa pazite na svoj avto, ker bi pa tam se lahko pojavile kakšne težave pri vašem avtomobilu in boste to morali urediti. Nekaj, kar bi mogoče že morali, pa boste zdaj prisiljeni. Zdaj v ljubezni, junij imate kar srečen mesec za ljubezen, ampak boste tudi malo stisnjeni, v vezi se bojo pojavljale neke težave, lahko bi vas tudi obremenjevala družina, lahko mama, sestre, bratje, tudi boste imeli težave z urejanjem statusa. Zdaj to velja mogoče bolj za tiste, ki imate že odprej družino, otroke, pa ste mogoče ločeni, pa se prilagajate ali pa privajate novemu partnerju, ali pa se s partnerjem v vajni družini težko prilagajata, če ste še poročeni, če ste poročeni. Težave bodo tako ali pa drugače, izogibajte se prepirom, konfliktom, bodite strpni, posebej v juniju, kasneje sicer bo malo boljše, ampak v avgustu boste prisiljeni glede partnerja neke stvari urejati za nazaj, kar velja tudi za poročene. Če ste samski, pazite, skušajte osebo dobro spoznati, preden se karkoli spustite. To poletje ni ravno najboljši čas za poroko, posebej prva 2 tedna v juniju, pa tudi avgusta ne. Zdaj, če se pa vseeno želite poročiti, me pa lahko kontaktirate, vam lahko naredim muhurto, torej izračunam ugodni trenutek, lahko za poroko, posel ali kaj drugega, da imate dobre temelje, da začnete torej na dober trenutek. Če želite pa osebno analizo, Jyotish, me pa tudi seveda lahko kontaktirate, link bom prilepila spodaj. No, to je bilo zdaj za škorpijone vse. Zdaj smo pa že pri strelcih. Torej strelci, ta napoved velja za vas, če imate torej luno v strelcu, če ste strelec v ascendentu ali imate sonce v strelcu.
Torej, v karieri in poslu bo to poletje za vas kar dobro, napredovali boste, uspešni boste. Posebej v juniju se lahko nadejate res dobrih rezultatov, uspešni boste pri delu, imeli boste tudi dovolj dela in boste tudi precej zadovoljni tako z delom kot trudom. Ukvarjali se boste pa tudi veliko sodelavci z rutino v službi pri delu. V juniju lahko tudi dobite zelo dobro službo, če ste brez nje. Kasneje, od sredine junija do sredine julija, se boste pa bolj posvečali strategijam v poslu, poslovnim sodelavcem, razmišljali boste o investicijah v posel. Lahko bi takrat tudi začeli kakšno novo poslovno sodelovanje, podpisali novo pogodbo. Zdaj, od prve polovice julija do konca julija lahko ali v začetku avgusta vas v poslu čakajo spremembe. Že konec julija in avgusta čaka vas večji uspeh, ki bo pa rezultat vašega dela v preteklosti. Boste imeli srečo v tem poletju, izkoristite to. Je pa res, da če tudi boste uspešni, bi vas v juniju vseeno znali stisniti neke spremembe, ki mogoče ne bojo toliko vezane na sam posel, ampak bojo na vas precej vplivale. Vezane bojo na prihodke, neke spremembe se vam pojavljajo pri denarju, to je pa seveda vezano tudi na vaše delo. In tudi boste obremenjeni z nekimi krajšimi potovanji in družino, lahko bi vas skrbel odnos do vaših otrok, ker boste imeli veliko poti za opraviti povezavi s poslom. In zato bo to celo poletje za vas to kar težava, ker otroci in partner vas bodo rabili, vi boste pa morali veliko zadev upravljati za nazaj, to je neka krajša poslovna potovanja, lahko tudi povezavi z bratimi, sestrami, ali pa boste želeli delati nek hobi, ki ste ga že prej delali, pa bi ga zdaj spet želeli in boste precej hodili od doma. In včasih boste imeli občutek, da ne morete biti tako kreativni, kot bi si želeli in vse to bi vas lahko precej obremenilo. Za novo poslovno sodelovanje ali podpis pogodb je najboljši čas za vas, prva polovica julija, prej bodite bolj pazljivi in glede investicij dobro razmislite in ne tvegajte preveč. V juniju boste verjetno pridobili večjo vsoto denarja, posebej če delate s tujino, ampak pazite, ne zapravite vsega. Denar, ki ga boste dobili, bi ga lahko tudi izgubili za kakšne investicije in za investicije počakajte do julija. Tudi v avgustu se vam svetuje previdnost glede denarja, prihodki bojo v avgustu večji, ampak se vam bojo takrat tudi pojavili večji stroški, lahko povezavi z otroki, potovanjem v tujino in pa tudi na splošno boste bolj nagnjeni k zapravljanju. Pri zdravju morate biti previdni, posebej v času junija, avgusta. Neke stvari za zdravje boste morali urejati za nazaj, kar pa tudi velja za neke kronične bolezni, tako da bodite pazljivi tukaj. Če ste dijak, boste svoje znanje presenetili učitelje, učenje vam bo šlo kar dobro, zaupajte v svoje sposobnosti in tudi zaupajte v to, da znate ubesediti to, kar ste se naučili. Težje vam bo pa junija, kasneje bo bolje. Študente boste uspešni v juliju, tudi v avgustu, posebej, če študirate v tujini. Za kratka potovanja je ugoden čas, torej boste veliko potovali, ampak celo poletje lahko pričakujete neke zastoje, pa težave, pa tudi za obveznosti do družine. Torej, ali boste imeli obveznosti do družine, pa mogoče ne boste mogli takrat na potovanje, kot bi si želeli. Boste pa mogli pač, ne vem, prej ga končati ali pa kaj podobnega. Ne bo mogoče pri potovanjih samih toliko zastojev, koliko mogoče, da vas bojo ustavljali družina in pričakovanja družine. Zdaj za daljše pa to poletje kar ugoden čas in to predvsem v juliju in avgustu. Zdaj v ljubezni vam bo pa to poletje kar lepo, to je lep čas za vas. Samski lahko to poletje nekoga spoznate, lahko bi bil to tujec ali pa nekdo iz druge kulture. Se vam pa svetuje pazljivost, če osebo ne poznate dobro. Torej ne skočite brezglavo v vezo in pazite tudi pri odločitvah, ki so povezane z ljubeznijo. Za tisti, ki ste v vezi, ki ste poročeni, se vam obetajo boljši časi kot v preteklosti. Včasih boste imeli občutek, da vam partner mogoče ni povsem zvest, kar pa je lahko iluzija, zato bodite previdni. Potem, torej spremembo ljubezni bodo intenzivnejše v juniju, takrat se pazite jeze, ljubosumja, bodite strpni, ljubeznivi do partnerja, kasneje bo bolje. Bo pa partner lahko spremenljiv, tako enkrat bo dobre volje, enkrat bo slabe volje.
Tako da bodite na to pripravljeni, posebej v drugi polovici julija. Drugače pa v juliju in avgustu za ljubezen to precej boljši čas in če se želite poročiti, bo takrat tudi boljši čas za to. Zdaj, če želite se poročiti ali pa začeti nov posel, me lahko kontaktirate in vam lahko izračunam muhurto, torej ugoden trenutek za začetek posla ali pa za vstop v novo partnersko vezo oziroma v zakon, da boste začeli z dobrimi temelji. Ker pri Jyotishu je možno izračunati tudi ugodni trenutek. Če pa želite torej osebno analizo, me pa lahko kontaktirate, bom link prilepila spodaj, greste na mojo spletno stran, torej na kontakt, izpolnite prijavnico ali mi pa pišete na info@orakelluci.si. No, zdaj smo pa že pri kozorogih. Torej, kozorogi. Če imate luno v kozorogu, ste v ascendentu kozorog ali imate sonce v kozorogu, kakšno bo pa za vas poletje? Torej, v karieri in poslu bo to poletje za vas nekaj srednjega, torej boste sicer uspešni, ampak mogoče se ne boste mogli poslu toliko posvetiti, bolj se boste posvečali domu. Že nekaj časa verjetno razmišljate tudi o zamenjavi posla ali službe, vse do konca junija imate drugače nakazan kar uspeh v poslu, napredek, bo cvetela vaša kreativnost, dosegali boste cilje, ker boste pri delu tudi zelo uspešni, efektivni. Ampak odnosi v službi na poslu pa ne bojo najboljši. In tukaj se v juniju pazite kakšnih konfliktov, jeze, kakšnih agresivnih izpadov, sicer boste zadeve dobro reševali. Kasneje v juliju v začetku bo malo lažje, odnosi s sodelavci se bodo izboljšali, vas pa kasneje spet tukaj čakajo izzivi. Spremembe tudi v juliju, avgustu. Do sredine avgusta se vam lahko zgodijo tudi kakšne spremembe glede vodstva v službi. Lahko bi se na vodstveni položaj vrnil nekdo iz preteklosti ali pa bo ta oseba morala urejati neke stvari na poslu, ki imajo korenine v preteklosti. Zdaj, če ste na primer sami vodili in imate svoj posel, bo to doletelo vas. Lahko bi v tem času sklenili tudi kakšno sodelovanje s tujino, tujimi poslovni partnerji ali pa se boste povezali z zaprtimi ustanovami. Drugače pa to kar dober čas, boljši čas za nove poslovne partnerje, sklepanje pogodb, nove strategije, investicije. Junija ni tako dober čas, je pa julija, avgusta. Morate pa biti vseeno v avgustu pazljivi glede denarja, glede investicij, dobro razmislite, v kaj bi investirali. Ker se vam ta investicija mogoče ne bo toliko obrestovala, kot boste upali, bi lahko nekaj denarja tudi izgubili. Je pa res, da boste verjetno v juniju prejeli večjo vsoto denarja. Lahko nekaj nepričakovanega, lahko dediščino, lahko kaj od zavarovalnih pogodb, investicij. Tudi v juliju in avgustu boste več zaslužili, ampak pazite, kam ta denar date. Ker poslovni partnerji bi vas lahko prepričali v neko naložbo, ki mogoče ne bo tako uspešna, kot bi vi upali, ali pa kot bo izgledala na prvi pogled. In zato v avgustu dobro razmislite, ne odločite se prenaglo. Vas pa drugače na področju financ čakajo številne spremembe in to že od začetka julija do sredine avgusta. Naredite dober finančni načrt in boste ok. Zdaj, če službe nimate, je to zelo dober čas, da jo iščete, posebej, če želite delati s tujino, ker boste dobili dobro službo. Zdravje bo junija kar dobro, malo bolj pazite v juliju in avgustu, pazite tudi pri hrani. Verjetno boste želeli shujšati, ampak morate ob tem zelo paziti na hrano in navade. Dijaki boste kar uspešni, posebej, če se boste potrudili. Junija bo za vas čas učenja fokusa, boste tudi precej uspešni, boste vztrajni, delovni. Prav tako boste študenti uspešni v juniju. Je pa to za drugače dober čas, če želite študirati v tujini, boste precej uspešni pri vpisu. Zdaj, za krajše in daljše potovanje je čas ugoden, ampak naredite dober načrt, vzemite koga s sabo, bo za vas varneje. No, v ljubezni boste kar zadovoljni, zdaj v juniju se morate izogibati prepirom, vam bo pa precej lažje, kot je bilo prej, ker bo med vami, med partnerjem več romantike, več ljubezni. V začetku julija, vse do začetka avgusta boste v ljubezni doživljali neke spremembe, lahko tudi burne, ampak to se bo v avgustu umirilo. Boste pa v avgustu podoživljali neke stvari iz preteklosti in pazite se, da ne bi partnerju kaj preveč očitali. Bo pa drugače, spet več harmonije v vezi, partner bi lahko bil malo bolj avtoritativen, zahteven, spremenljivega vedenja, da bo enkrat v redu, enkrat ne, ampak zato bodite vi bolj strpni, bolj prizanesljivi in boste v redu. Če ste samski, lahko to poletje koga spoznate, v juniju posebej, lahko se zapletete v strastno vezo z nekom, ki bo trajala celo poletje.
V avgustu se vam pa lahko vrne nekdo iz preteklosti. Velika verjetnost je, da boste z njim morali neke stvari za nazaj urejati. Tisti, ki se želite poročiti, boste končno prišli na svoj račun. Najboljši čas za to je junij, v avgustu pa se zadeve lahko malo zapletejo, tako da če že se dajte junija poročiti. Zdaj, če želite, da vam izračunam ugodni trenutek za poroko ali pa za posel ali pa za kajkoli drugega, me lahko kontaktirate. Tej tehniki se reče muhurta, izračun ugodnega trenutka in je res zelo dober, ker si postavite dobre temelje, začnete res z neko dobro energijo. Če pa želite osebno analizo, me pa lahko kontaktirate. Bom link prilepila spodaj ali mi pa pišete na info@orakelluci.si, torej za osebno analizo za Džotiš. No, zdaj smo pa tukaj že pri vodnarjih. Torej, vodnarji, če imate luno v vodnarju, če ste v ascendentu vodnar ali imate sonce v vodnarju, morate biti pa v karieri in poslu vodnarji to poletje bolj pazljivi, posebej v juniju, ker boste imeli verjetno na delovnem mestu določene težave, lahko da vas bo tudi konkurenca prehitela, če delate sami ali pa v nekem podjetju, ker je to zelo pomembno, ali pa boste imeli težave, konflikte s sodelavci. In težave se vam bodo pojavljale tudi na splošno. Mogoče boste jezni zaradi številnih nalog, ki jih boste morali opraviti. Tako da res se pazite konfliktov v tem času. Tudi boste bolj samozavestni, boste skušali stvari urejati, ampak enostavno včasih to ne bo šlo. Sodelavci se bojo verjetno temu uprli, vam metali polena pod noge in to lahko sproži samo konflikte. Torej, ne svetuje se vam, da ta čas menjate posel, tudi da ne sprejemate nekih večjih odločitev. Malo bolje bo ta čas glede poslovnih partnerstv. Partnerji vas bojo v juniju podprli, verjetno boste želeli spremeniti kakšno strategijo v poslu, ampak bodite tukaj bolj previdni, tudi kar se tiče podpisov pogodb. Dober čas za podpise je od sredine junija do začetka julija. Kasneje v juliju in avgustu, posebej prva polovica julija, bo pa precej boljša za neka poslovna sodelovanja, uvajanje novih strategij, podpise pogodb, vse aktivnosti povezane s poslom in kariero. Se vam pa še vedno svetuje, da ste zelo pazljivi pri podpisovanju uradnih dokumentov. Torej vse dobro preberite, da vas kakšne stvari ne presenetijo. Če imate kakršnekoli pravne posle, jih pa urejate od sredine julija do sredine avgusta in ne tvegajte preveč. Torej to ne velja samo za posel, to velja tudi za druge stvari, če imate kaj za podpisati ali pa kaj pravno urediti. V tem času boste tudi na poslu v službi imeli še določene težave, v začetku julija pa že v komunikaciji do partnerjev, ampak boste močnejši, ker se boste znali bolj zase postaviti in bo zato malo lažje, torej ne boste se več toliko pustili. Skozi poletje vam tudi kaže, da boste urejali neke pravne zadeve in posebej bodite glede tega previdni v avgustu, ker boste takrat prisiljeni urejati neke pravne zadeve za nazaj in se pazite manipulacije od drugih. Zdaj, to bi bilo lahko povezavi z nekim domom ali v domu, torej neke težave se bojo pojavile doma ali v domu. Zdaj, če je to stvar ločitve, boste verjetno delili premoženje, zato se pazite manipulacije od partnerja. Od partnerja boste čudili tudi pritisk, to bi bilo lahko od bivšega partnerja ali pa od tega, ki ga imate zdaj. In pa imeli boste močne občutke izgube, torej vse od sredine junija do novembra. In vas takrat čakajo tudi stroški, lahko prek posla, partnerstva, veliko stvari boste morali urejati za nazaj. Vam pa finančno to poletje kaže kar v redu, kar dobri redni prihodki, lahko bi pa tudi dobili večjo vsoto denarja, lahko od partnerja, lahko preko nekih pravnih zadev, torej če se ločujete, bi lahko bilo kakšno izplačilo, ali pa če, ne vem, ste z nekom prekinili neko poslovno sodelovanje, bi bilo lahko neko izplačilo ali pa kakšne druge pravne zadeve. Torej posebej to velja v začetku julija do septembra enkrat, torej takrat bi lahko dobili denar, ki ga pa verjetno že nekaj časa čakate. Če ste brez službe, lahko dobite v juliju in avgustu, takrat je dober čas. Glede zdravja morate biti pazljivi, posebej v začetku julija, pazite pri energiji, vaša imunost bo malo slabša, boste verjetno morali po kakšna zdravila ali zdravniku zaradi kakšnih težav. In tudi če kaj akutnega morate k zdravniku, kasneje boste pa bolj odporni, bolj močni, energija se vam bo dvignila, tako da ni to poletje tako hudo.
Če ste dijak, vam bo šlo junija dobro, prva polovica julija bo ugodna, če boste imeli kakšne dolgove za nazaj, torej julija, prva polovica julija, torej dajte dolgove za nazaj poštimati, študentje pa se boste morali v juniju bolj potruditi. Dolgove pa boste verjetno delali konec avgusta ali v septembru, bo pa prej zelo težko. Krajša potovanja bojo to poletje dobro, daljša potovanja tudi to kar ugoden čas, ampak se vam tudi na daljših potovanjih lahko pojavijo zastoji, zato si naredite dober načrt in tudi ne potujte sami. Vam bo šlo pa bolje v ljubezni, torej vodnari se lahko na novo zaljubite, lahko vas čaka neka nova romantična veza, posebej v juniju, pa vse do sredine julija. Če pa ste v vezi, bo pa partner bolj ljubezniv, bolj pozoren. Sicer se morate v juniju paziti kakšnih jeznih izpadov, pač mogoče, ampak drugače bo pa vaša veza dobro. Posebno bo zato ugoden julij, tudi začetek avgusta. V avgusta vas čaka sicer nekaj manjših težav, lahko se vam tudi vrne nekdo iz preteklosti in s to osebo boste verjetno imeli težave, tako da to je lahko nek bivši partner, neka bivša ljubezen, nekaj boste z njim morali urejati in to neke pravne zadeve. Lahko bi bil pa tudi partner bolj nerazumevajoč, torej če nimate tega, bi pa mogoče ta partner, ki ga zdaj imate, bi lahko pa z njim imeli kakšne težave, tudi kakšne v zvezi s pravnimi zadevami, boste morali nekaj za nazaj urejati. Posebej konec avgusta bo težji čas za vas, kar se tiče partnerstv, za poročene bo pa to poletje malo lažje, kot jim je bilo prej, ampak tudi avgusta malo več izzivov. Torej, če se želite poročiti, je tudi tole bolj nek sreden čas za vas. Torej, če se želite poročiti ali pa želite začeti nov posel, me lahko kontaktirate in vam bom izračunala muhurto. To je pač izračun ugodnega trenutka, ki je namenjen temu, da začnete nek posel, romantično vezo, poroko z neko dobro energijo. Torej, to je pri Jyotišu možno, da se pač izračuna ta ugoden trenutek. Zdaj, če pa želite osebno analizo, bom pa pod spodaj prilepila link in me lahko kontaktirate in se naročite tudi na Jyotiš analizo. No, zdaj smo pa še pri ribicah. Torej, kaj pa ribe čaka to poletje? Torej, če imate luno v ribah, če ste v ascendentu riba ali imate sonce v ribah, kaj pa vas čaka? Torej, to poletje je pa za ribe res odličen čas za posel in kariero. Torej, ribice boste na tem področju, torej področju posla in kariera močno napredovali, začeli dosegati večje uspehe, končno je prišel vaš čas, da res uspete, da res zasijete v poslu. Res je, da boste morali še vlagati v poslu, torej še trud vlagati v posel, še vztrajati, ampak ne več tako močno kot prej. Torej, in vaš trud se bo tudi zdaj končno začel obrestovati. Lahko bi v tem času dobili povišico v službi, napredovali ali pa dobili več spoštovanja, več prepoznavnosti za vaše delo, tako od šefov, od sodelavcev, od drugih ljudi. In tudi precej boste statusno napredovali, kar se tiče službe. Tudi vaše vodstvene sposobnosti bodo boljše. Zdaj, če službe nimate, lahko v tem času najdete res sanjsko službo, zelo dobro plačo, tako da če ste brez službe, kar vlagajte prošnje. V juniju vas čaka res napredek, tudi uspeh. Od sredine junija do sredine julija boste poslu tudi bolj odločni, suvereni, samozavestni. Od sredine julija do sredine avgusta pa vas tudi čaka večji uspeh. Je pa res, da bi takrat lahko čutili mogoče tudi več konkurence, posebej v juliju in avgustu, če delate sami ali pa če delate v takem podjetju, kjer pač čutite konkurenco. Junija in julija je to dober čas za uvajanje novih strategij v poslu, za poslovna sodelovanja, podpise pogodb, ampak pri poslu se vam svetuje pazljivost glede stroškov in vlaganj, ker kritični čas za to je od sredine junija do novembra. In konec julija in avgusta se tudi pazite nepremišljenih vlaganj, tudi ne podpisujte novih pogodb, ne stopajte v nova partnerstva, ker se tukaj lahko pojavijo težave.
Torej, avgust je najbolj izrazit za to, torej raje počakajte. Boste pa v avgustu urejali neke stvari za nazaj, lahko bi prejeli nek denar iz prejšnjih investicij, pa urejali boste tudi pravne zadeve, pazite se pa kakšnih konfliktov v tem času, naredite si dober poslovni načrt, da ne bi mogoče sprli s kakšnim poslovnim partnerjem. Imeli boste v tem času glede financ, torej boste imeli prihodke, ampak tudi stroške, lahko v domu, tako da pazite, kam dajete denar. Ker drugače pa v tem poletju imate res večji priliv denarja, denar vam bo redno pritekal, tudi privarčevali ga boste več, tudi lahko pridobite malo več denarja, posebej, če delate v tujini. In boste finančno precej bolj stabilni, kot ste bili prej, lažje vam bo, boste pa tudi precej obremenjeni glede financ, ker boste imeli tudi veliko stroškov. Pri zdravju boste precej bolj se boste počutili, edina previdnost je nakazana v avgustu, ker boste takrat neke stvari zdravstvene urejali za nazaj, mogoče boste imeli kakšen posep ali pa kaj podobnega, oče ali pa vaš partner bi tudi lahko imel kakšne zdravstvene težave v juliju ali pa tudi v avgustu, še posebej v avgustu, nič hujšega. Drugače pa seveda delajte jogo, dihajte, pojdite v naravo, pazite na hrano. Zdaj, če ste dijak, bo to za vas dobro obdobje, posebej v juniju, posebej zadnje 2 tedna, tudi kasneje. Študentje imate pa v tem času malo težje obdobje, predvsem v juniju, kasneje vam bo pa lažje, ker se bo ta pritisk malo sprostil. Zdaj, v juniju se vam ne svetuje, da dajte prošenj za izobraževanje v tujini, ker verjetno ne boste sprejeti, je to pa zato boljši čas kasneje. Krajša potovanja so v redu, daljša ne toliko, posebej od sredine junija do novembra se vam ne svetuje, da potujete dlje. Če pa greste, povzemite nekoga s sabo in si zelo dobro pot splanirajte, ker se lahko pojavijo kakšni zastoji. Zdaj v ljubezni, ljubezen je pa tudi za ribice kar zanimiv čas, torej to poletje za ljubezen. In v ljubezni se vam lahko to poletje zgodi, da spoznate nekoga, ki vam bo res všeč, in to v juniju in začetku julija. V avgustu se vam pa lahko vrne nekdo iz preteklosti. Torej, to velja za samske. Lahko to pomeni, da boste začeli neko novo vezo. Torej, če ste samski, lahko pomeni, da boste začeli neko novo vezo v juniju ali pa v začetku julija, potem je mogoče prekinili, se ne odločili za njega, potem pa v avgustu obnovili to vezo, tudi to lahko pomeni. Lahko se vam vrne nekdo iz preteklosti. Tisti, ki ste že vezani, se vam bo ljubezen povečala, bolj boste zadovoljni, več bo romantike v vezi in posebej lepo poročenim vezanim kaže v juniju in v juliju. Avgusta je sicer nekaj težav v komunikaciji, ampak se vam svetuje, da ne pogrevate stvari za nazaj. Torej, bodite strpni do partnerja, potrpežljivi, poslušajte ga, predihajte stvari. Zdaj, če se želite poročiti, je to tudi nek tak sreden čas, da ne boste v tistem zanosu, torej ljubezenskem se na hitro vezali, torej raje malo počakajte, spoznajte osebo, potem se šele resno zapletajte. Če pa želite, da vam jaz izračunam ugoden trenutek za poroko, za posel, me pa seveda lahko kontaktirate. Kontaktirate me tudi lahko za osebno analizo, za Jyotish analizo, tudi za tarot analizo. Spodaj bom prilepila link in pa seveda tudi spletno stran, ker bi se lahko tudi na spletno, torej bom prilepila link za spletno stran, torej oracleoflight.org, pa greste tam lahko na kontakt, se prijavite ali mi pa pišete na info@oracleoci.si in se naročite na analizo. Želim vam res lepo poletje in vas lepo pozdravljam.